Osnovno vodilo nenasilne komunikacije, da je v bistvu vsak izraz, tudi zdaj, ko se mi pogovarjava, ko jaz zdaj govorim, je poskus zadovoljevanja potreb. Kadarkoli se izražam, skušam zadovoljevati neke potrebe. Kadarkoli nekaj naredim, je to poskus zadovoljevanja potreb. Ta podcast je neka strategija, s katero ti skušaš zadovoljiti neke potrebe. Jaz, ko sem prišel sem, tudi skušam zadovoljevati neke potrebe. To je nek frame, ne. To, ko se nekdo izraža na nek napadalen način, recimo na žaljiv način, je to nek tragičen poskus, katerim skuša ta oseba zadovoljiti v bistvu neko lepo potrebo, ampak pač ne zna drugače. Tako je bil naučen ali pa tako se je priučil. Tako smo se v bistvu kot družba priučili, ne. Rosenberg govori o tem, ta šakalji jezik, ta program tega jezika, ne, ki ga tle skušamo nekako razkriti, ne kot da je karkoli z njim narobe ali pa prav, ampak to je prisotno pač tisočletja že v bistvu na zemlji, ne. Smo se v bistvu ta jezik in v te vzorce komunikacije rodili. Smo se v to rodili, smo v tem odraščali, tega dostikrat ne prevprašujemo, ne, zakaj jaz razmišljam na nek tak moralističen način, da ne obsojam nekoga, ne, zakaj obsojam sebe, zakaj diagnosticiram ljudi, stvari, dogodke, zakaj evalviram. Nenasilna komunikacija skuša nekako vnašati zavedanje v jezik, v vzorce razmišljanja, v samo formo jezika, ki ga uporabljamo. Meni se to fascinantno, ne. In vzorce, najbolj pogoste vzorce komunikacije, ki so prisotni pač v odnosih, iz kje izhajajo te vzorci in to, kot jaz opažam, se tudi pač v neki mikroravni neke ene osebe ali pa dialoga med dvema osebama, ne, se te vzorci kažejo na makroravni tudi v sistemski postavitvi družbe.